Brušenje, 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 brušenje in še enkrat brušenje. So ga peljali v Nemčijo, tam so ga ukradli in so mi ga na tla vrgli in sem ga domov dobil v kosih. Razpoka, tule je ostala od takrat, vse ostalo sem popravil, no, ampak da imamo spomin, da brez mene več ne gre nikamor. Zdaj, ko me ljudje vprašajo, če je Artur že končan, jaz rečem nikoli, ker vedno pridejo neke nove stvari, ampak ko prideš iz nič praktično v tole, pa nekaj neprecenljivega in si želim, da vsak, ki si to želi narediti, pa si ne upa, da to naredi. Zato, ker je možno, obstajajo stvari, internet je dostopen do vsakega, zastonj je. Če imaš željo, da bi to res naredil, to naredi, ker se res plača. Najprej naj vas lepo pozdravim. Sicer mi ni v navadi, da govorim pred tako veliko množico ljudi, da smo pričakovali tako mogoče 10 ljudi, ampak tudi prav, jih je pa več. Samo mogoče boste mogli, ko ga boste prišli pogledati, boste se mogoče malo mogli počakati. Zdaj, da začneva. Zdaj, na NMN-ju so me povabili, da malo povem o svojem robotu, o tem pač, kako sem ga naredil, kaj vse je šlo v to noter. Ker pa nimam rad sam predavanj, bi pa rad, da mi tudi vmes, če imate kako vprašanje, vprašajte, ker takrat lahko ponavadi največ stvari razčistimo. Moje ime je Blaž Kavčič, star sem 30 let, učim na osnovni šoli Zreče, sem učitelj razrednega pouka, tako da nobenega praktičnega predznanja nimam, kar se tiče elektronike in tega. Povej, boš slišal. Zdaj pa da sam začnemo z uvodom, pol pa ti bom vse povedal, v redu? Zdaj, tako da nobenega predznanja nimam, vse, kar sem jaz ugotovil, sem dejansko videl in našel na internetu. Zdaj, kako se je vse to začelo? To se je začelo nekako, tako gledaš filme, gledaš serije, zaljubiš se v en lik in na koncu pač rečeš, to bi pa jaz imel, ne? Zdaj, kako pa bi to imel, je pa druga stvar. Tako sem rekel, ker nimam neke ideje, kako bi začel, gledaš najprej cene, Disney ga prodaja za 10 jurjev, kakšne ostale gledaš, je bilo pač preveč. In pol na koncu pač ugotoviš, da si ga boš mogel pa sam narediti, ne? In osnove izgledajo najprej takole. To je maketa, mislim, to je načrt, ki je bil narejen za CNC mašino, s katero so rezali ven določene obode za Artuja. Že zdaj se že zgubimo, ko tole razlagam. Za mene je bilo to preveč zahtevno, zato pa je leta 2019 zelo popularen začel biti 3D print. In kako sem na to naletel? S samim 3D printom sem začel malo raziskovati internet in najprej našel Facebook skupino Mr. Badly Printed Droid. Ta gospod je Anglež, ki je naredil Artuja, vse te robote, ki jih tam zgori vidite, to jih je on 3D modeliral po načrtih samih propov iz filmov. Ker tu zadnje za sami Droid Builder je zelo velika skupina ljudi. Mogoče tukaj v Sloveniji se nam ne zdi, da dejansko obstaja nekaj takega, ampak to obstaja res. Več tisoče ljudi se ukvarja s tem, da gradi Artuje, BB-8, C-3PO-je in te stvari. In preko njega sem jaz začel te stvari izdelovati. Hkrati sem potem našel tudi določene ideje na Printed Droid spletni strani in tako naprej. Razni YouTubi so pomagali, tole je glavna uradna spletna stran za vse builderje Vojne zvezd oziroma robotov iz Vojne zvezd, hkrati pa še vsi ti ostali. Mogoče bomo se posebej ljudi dotaknili med samo predstavitvijo, da vam ne bom kar zdaj nalagal informacij, pa gremo mogoče kar najprej na tole. To je moj prvi 3D printer, z njim je načeloma naprinten skoraj cel Artu. Razen pač upgrade, ki sem jih kasneje dodal, ampak osnova, to, kar vidite danes, glava, telo, noge, je vse printano na njega. To je osnovni Ender 3D printer, je zelo dostopen bil takrat, sva pa imela kar nekaj vzponov in padcev. Če si predstavljate, da je tale der, recimo tukaj spodaj, printan 24 ur, pa gledate velikost celega robota, veste, da je noter šlo kar nekaj ur printanja in preglavic. No in s tem, ko smo dobili 3D printer, smo začeli tudi delati robota. To je bil prvi print, ki sem ga naredil in ko to primeš v roko, pa vidiš, kako je to veliko, si sam tako ojoj. V filmu izgleda kar malo drugače, kot pa v resnici. In vedno več sem preto, vedno bolj sem preto in sem videl, ojoj, kako je to veliko. In naenkrat je bila kar tista soba, kjer sem delal, kar premala za njega. To je bil drugi 3D printer, ki sem si ga kupil. Ta printer deluje na osnovi smole, prejšnji deluje na tem, da pač nalaga
vsako plast posebej gor, da na koncu rata pač taka zadeva. Ta pa deluje na principu smole, da pač za UV žarnico zalepi določeno snov, isto tudi po plasteh snov gor, s tem, da so vsi ti deli veliko manj potrebni brušenja pa priprave pa vsega tega. Tako da s tem sem pol te manjše dele na samem R2 naprintal, tako mogoče, če pogledamo tole vse s tem printerjem naprintano. Pol pa čez čas vidiš, da pač tudi 3D printanje je postalo bolj napredno, bolj hitro in to je pol bil moj naslednji printer. Recimo bi ta del, ki sem ga prej povedal, da je printal 24 ur, ta ga naprinta v 8 urah. Tako da je bil kar upgrade. Ampak seveda nikoli pa ne gre brez nekih težav. Zdaj, odkar gradim R2, je moj moto en korak naprej, 2 koraka nazaj. Ker če sem mu popravil noge, sem pol na glavi opazil 2 stvari, ki jih je bilo pol treba popraviti. Ali pa greš nekaj, poskusiš naprej narediti, pa se ugotoviš, da to pač ne gre. Zato tudi pač vse delam na izkušnjah, na tem, kar se naučim in pač pol tudi tiste napake za nazaj popravljaš. Pač malo kasneje, no. Ampak vedno se pa izkaže, pač, da je to vredno tega časa. Zdaj, potem, ko imamo nek 3D print narejen, pa pride tole, najljubši del vsakega ustvarjalca. Brušenje, 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 brušenje in še enkrat brušenje. Seveda prej še lepljenje, no, ampak tisto vzame veliko manj časa. To je pa vzelo kar 2 tedna po 4-5 ur naenkrat, pa še nismo bili čist konec. No. Ampak osnova je pa takšna, ko imaš 3D print nared, če bi jaz to vse sam pobarval, bi se videle vse črte, se mogoče malo vidi, ampak projektor je dokaj tak. Tako se vse črte vidijo in če bi to, kar sem pobarvali, ne bi bilo vredno filma, no, in ne bi rekli, wow, kak je robot. Ja. Glava je bila sprintana iz 12 delov, telo je iz 6, 12, 18 delov, noge iz 6 do 12, no. Če gledamo, pač tisti printer, ko smo ga prej gledali, to je miza 25x25, ja. Pol večji je bil 30x30 miza, no, ampak je pol bolj treba zlepiti vse skupaj pa skup dati, no, da zdaj drži. Vidi se že kakšna stvar, da ne drži v redu, ampak pustimo reči to, no. Se tule mogoče lahko pokažem, ne. To je en sloj, pa tole je tule en del. Se po selotejpu mogoče lahko vidite. Takle je en del, pa en sloj, drugi sloj, tretji sloj, to je poseben del. Zelo veliko je bilo lepljenja pa popravljena napak. In pol, ko smo to naredili, smo prišli do tega in pol že vidiš, kakšna stvar nastaja. In pol je prišlo to in pol na koncu greš pa na barvanje, ko pa ugotoviš, koliko je še to dejansko ostalih delov, ki jih nimaš. Ja, to je bila priprava na barvanje. K sreči imamo doma avtomehanično delavnico in kleparijo. Tako da sem imel malo pomoči našega predragega ličarja, ki mi je pomagal R2 pobarvati, ampak brušenje pa to sem pa vse mogel sam narediti, ker je rekel, da on tega ne bo delal. Tako da najtežji del sem jaz naredil. Ja, pač ko se te realnost dotakne, kak gromozanska stvar je to. Jaz se sploh nisem zavedal, ko sem leta 2019 začel to delati, da bom nakupil toliko orodja, da bo prišlo toliko veliko stvari v samega R2 noter, to so samo bili srebrni deli. Pač, da bo toliko modrih delov in na koncu še toliko veliko belih delov. Ko moraš pa to vse skupaj noter spraviti, je kar malo grozljivo, ampak vse gre. Pač obstajajo ljudje, ki ti pomagajo, obstajajo ljudje, ki ti dajo nasvete, kako to spraviti skupaj. In pol gre tudi navodila, ki so jih ti builderji, hobby builderji naredili, so noro enostavne za razumeti in s tem pol tudi načeloma gre vse te stvari skupaj spraviti, ker tole izgleda zdaj gromozansko, kak velika zadeva je. No. In počasi pač začne R2 delovati, ne. Počasi se začnejo zvoki spuščati, počasi motorčki delajo, pa tudi ta glavni motorji. Pa pol še na koncu tudi načeloma servomotorji. No, zdaj pa ne boš hotel? Boš. Pa seveda tudi vse LED lučke, sem ne vem, če bom prižgane tule, ne njem. No, LED lučke, ki jih vidimo tukaj zgori. Zdaj, če rečemo, da
sem vse sam naredil, jaz nikoli ne rad rečem, da sem ga celega sam naredil, zaradi tega, ker to je skupek zelo veliko nadarjenih ljudi, ki so dali svoj prosti čas, svojo energijo v to, da lahko builderji, tako sem jaz, ki nimajo nobenih izkušenj, delamo iz tega. In tista spletna stran od Mr. Badleya prej je glavna zadeva, zaradi katere je pač Art2 danes tukaj. Hkrati so pa to še razni drugi ljudje, ki so sestavili te stvari in načrte, da smo lahko prišli do tega. Zdaj, če gremo malo do samega Art2, kako Art2 deluje. Osnovna slika je zelo preprosta. Imamo neki kontroler, s katerim Art2 vozimo, imamo računalnik, ki signale pošilja, imamo pač drug računalnik, ki dela s servomotorji in pa servomotorje, ki pa Art2 spravijo naprej. Ni tako zelo enostavno. Najprej pridemo na kodo, ki se moraš naučiti zakodirati, ki moraš se naučiti odpreti, ki jo moraš naučiti naložiti na samo zadevo. To je zelo prijazen gospod Dan Kraus, ki je naredil kodo, na kateri Art2 se lahko zdaj vozi pa dela. Kaj vse je še dejansko noter, pa še ne govorimo o žicah potem, je osnova tako je prej slika. Pol, ko pa to vse skupaj zvežeš, izgleda pa tako. Če ste prej gledali sliko, ko je pisalo Brains, na Art2 tako izgleda pač, to so njegovi možgani noter, na tem se jim je to zvezano. In ta diagram prikazuje pač, kako je Art2 zvezan skupaj. Zelo veliko žic. No in pol s tem, ko smo začeli žice skupaj vezati, ko se je kak neprijazen dim ustvaril, ko si mogel kakšne lučke zamenjati, so se pol tudi začeli prvi premiki. Zdaj tule smo v moji delavnici, ki vidite, da je zelo velika. In pol čez čas, ko greš čez vse te stvari, prideš do tega. To je bil Art2 prvi izhod od doma. Posodil sem ga Azure filmu, če mogoče poznate. To je za 3D printerje film delajo. So ga pelali v Nemčijo, tam so ga ukradli in so mi ga na tla vrgli in sem ga domov dobil v kosih. Tako da tale razpoka tule je ostala od takrat, vse ostalo sem popravil, no, ampak da imamo spomin, da brez mene več ne gre nikamor. Zdaj pa na začetku, ko začneš, pač najdeš neke osnovne stvari. Roboti so se pa do leta 2026 do 2019 tudi zelo veliko spremenili. In z vsako konvencijo, vsakim novim izhodom, ki sem jih naredil, so prišle tudi izboljšave do samega robota. Prej ste videli, da sem dal baterije filati. Najprej se je Art2 vozil na motorističnih akumulatorjih dveh, pol smo pa prešaltali na tele Boscheve baterije za pormašince. Dosti bolj enostavno za prenašati, pa za filati, pa tudi dlje časa zdržijo. To je bil najin prvi NMN, na katerem si je poškodoval desno nogo in smo jo potem reševali, ampak pač to pride zraven. Pač to, ko voziš, ko delaš z njim, pridejo te stvari vedno nekaj se pokvari. No. Ampak je fajn pol spet na novo delati. Zdaj, če govorimo o lučeh, pa vsem tem najbolj zanimivo, kar je od Art2 je to, da če ga imaš izklopljenega, se je zanimiv, izgleda zanimivo, ampak pol, ko pa lučke prižgeš, pa ko zvok prižgeš, pa vse to uporabiš, zgleda pa živo. In luči in vse te stvari naredijo tisto, kar je Art2. Če pogledamo tele zadnje luči tukaj zadnje, pa tele sprednje tukaj, to so vse animacije, ki so gor narejene po filmu. Nekdo si je vzel čas in vse animacije iz filma gledal in vsako LED lučko posebej zapisal v kodo, da na koncu zgleda čim bolj blizu izvirniku. Pač, tako sem rekel, Art2 nisem sam naredil, ampak to ga je naredilo tisoče in tisoče ljudi, ki je svoj čas naklonilo temu hobiju, za katere sem res zelo hvaležen. Ker da bi sedel pred filmom, mislim pred televizijo, pa tole gledal, bi mi časa šlo neizmerno veliko. No, lučke. Vse LED lučke so spajkane, sem jih sam spajkal. To pomeni, da sem vsako posamezno LED lučko šel sam noter, ustavljal tudi te male luknjice, vse v elektroniko naredil, skuril par LED lučk, ampak na koncu pač nastane to, k čemu rečemo pač Art2. Takole izgleda to, ko je razstavljeno. Recimo tele lučke sem uvažal iz Amerike, ker jih v Evropi nihče ni prodajal, pa so dejansko v filmu tudi uporabljene.
mislim, niso zdaj točno te, ampak specifikacije teh štirikotnih LED lučk so dejansko iz filma. No, in ko govorimo o zvoku, ne, to je tisto, kar naredi R2E R2E. R2 je sestavljen iz 54 zvokov, iz 4 pesmi, enega sporočila. Vsi ti njegovi zvoki pa so razdeljeni med 4 čustva. Veselo, žalostno, navdušeno in pa jezno. In glede na to, kaj pritisnem, se sproži določen zvok. To srečo imam, da so zvoki pač že v sami kodi organizirani na te 4 dele in se pol pod random pač sprožajo. Tako da tudi, če dvakrat stisnem isti zvok, se predvaja načeloma drugi zvok. To pač poganja MP3 predvajalnik, ki je noter. Se ga lahko tudi pogledamo, če vas bolj tehnična plat še bolj zanima. Zelo veliko vas je, pa zelo različne interese imate in ne vem, kako vam predavanje najbolj približati, ampak gremo čez osnovo, pa vprašate. V redu? In pol moment, ko pa robot ni več robot, ampak nekaj živega se pa dejansko zgodi, ko daš to vse skupaj, pa začneš to upravljati. Ker z R2-jem ne bi nič bilo, če ne bi imel osebe zraven. Ne? To je pač edina ta slabost R2-ja, da pač ga mora oseba upravljati. Ker meni bi bilo super gledati ga, kako se propelje, pa bi še jaz bil tak tisto wow. Ampak je pa hkrati tudi zelo velik dar, da ko vidiš ljudi, ko pride do njega, so tisto R2, da se slikajo z njim, da so v interakciji z njim. Se mi zdi, da je to tista najbolj pomembna stvar, ki ti pač kot builderju da tisto, da si zadovoljen, tisto zadovoljstvo. Zdaj, to sem vam že prej pokazal, moj Xbox controller, na tej strani vozim glavo, na tej strani se vozimo naprej pa nazaj, pol pa odvisno pač, kjer je gumb stisnemo, različne animacije se sprožijo. Recimo, če hočemo reči hello, ali pa če hočemo reči tole, ali pa če hočemo pogledati v kak računalnik, ali pa preprosto, če se mu sem zmeša. Vse je vodeno pač prek Xbox kontrolerja, ki ti to dovoljuje. Koda, ki je bila osnovna in je bilo treba pač na svoje potrebe prilagoditi. Vse animacije, ki so narejene, sem si jo sam za računalnikom zamislil, kako bi izgledala in pol na koncu sem prišel, pač sem pol to naložil in kode spremenil. Tako da ni čisto to, da bi plug and play bilo, no. Take robote imamo tudi radi. Zdaj, ko me ljudje vprašajo, če je R2 že končan, jaz rečem nikoli, ker vedno pridejo neke nove stvari. Zdaj tule imam lift mehanizem, če je kdo gledal film, ko pride periskop gor pa gleda, pa ko skenira ljudi. Načeloma že deluje, sem ga ni uspelo noter preklopiti, da bi vam ga pokazal, ampak vam ga lahko tudi na ta način še mogoče malo bolj približam, da vidite pač, koliko žic pa tega vsega pride zraven noter. Pa če je kak električar tukaj ali pa mehatronik, naj me ne krega, ker tole verjetno ni čisto, da bi izgledalo dokaj varno, no, ampak deluje. Zdaj, če pa gremo na samo statistiko, R2 sem začel graditi leta 2019. Prvič smo šla na konvencijo leta, mislim, da 2021 je bila tista. Tako da 3 leta sem ga počasi delal pa izpopolnjeval. Samega tiska je šlo približno 400 ur, brušanja priprave preveč, barvanja približno 14, sestavljanja 8 do 10, programiranja 30 ur plus, potem so še pa testi, popravljanje, upgradi, približno med 25 in 30 kg je šlo za samo osnovo R2 čez. To niso pač v notu šteti to, kar se je uničilo, tisto, kar se ni v redu naprintalo, tisto, kar se je upgradalo, tega ni štetega, ampak osnova je 25 do 30 kg. Samih LED diod pa lučk je okoli 350, pol še pa ostala elektronika zraven. Motorje, na katerih se vozi, so motorje iz električnega skiroja. Scooter motor so prav pač, meni je AliExpress zelo všeč. Vse, kar je tule, mislim, večina stvari, ki jih ima R2 v sebi, je sourcanih iz AliExpressa, eBaya ali pa Amazona.
So določeni pač dve, tri stvari so takšne, ki jih je bilo treba pač iz uradnih spletnih strani, ki elektroniko prodajajo, tam noter dobiti, ampak v osnovi sem šel zelo na budget verzijo, zato ker kot študent takrat nimaš neomejenega budžeta. Dva zvočnika ima, zdaj tisto, kar je najbolj glasno ponavadi, pa če tule gor stojiš, sta zvočnika ravno tule noter, zato se vam zdi tako glasen pa vse. Meni se nikoli ne zdi tako zelo glasen, ko se ljudem spredi zdi glasen. Zdaj spodaj pa vidite screenshote iz mojega računalnika, ne? To sta dva folderja, v katerih imam vse stvari od Artuja. 13.411 fajlov, pa 2.957 folderjev. Meni se nikoli ni zdelo, da je tega toliko veliko, ampak ko računalnik vprašaš, da mi naredi pač podrobnosti, mi je tole naredilo, pa sem bil tako, ok, v redu. Tako da prideš iz tega, nekega digitalnega, v neki resničnega, že tukaj je zelo veliko korak, ampak ko prideš iz nič praktično v tole, je pa nekaj neprecenljivega in si želim, da vsak, ki si to želi narediti, pa si ne upa, da to naredi. Zato, ker je možno, obstajajo stvari, internet je dostopen do vsakega, zastojne. Če imaš željo, da bi to res naredil, to naredi, ker se res plača. To je pa moj sin. Vmes smo še tole dobili, tako da časa za Artu je bilo malo manj. To je pa, mislim, da lanski NMN. Tako da, ja. Zdaj pa vprašanja, to, kar vas po mojem še najbolj zanima. Zdaj, lahko vam še tole pokažem. Notranjost boste mogli pač sam posamezno pol priti pogledati, ampak glavo vam pa lahko obrnem, kako izgleda. To pa je možno. Deluje na principu magnetov. Tu so magneti, ki se pridružijo glavi na magnetu in hkrati se vsa povezava, ki gre skozi Artuja, gre čez tale konektor. Vsa torej elektrika pa signalne žice so povezane na to. Noter, zdaj ne vem, koliko vidite zadnje, takle, boljš? Not je zelo veliko servomotorjev, napajanje, lučke, tako pač. Jaz pravim ponavadi klopčič žic pa vsega tega. Za rotacijo, ja. Za rotacijo ima pa tule noter spodaj motorček. Zdaj vam ne morem pokazati, ker slike tudi nimam. Slik nisem delal, ko sem buildal, se opravičujem. Mogoče bom to za naslednjič naredil. Tule noter je en motor, ki se mu pač sedi na tej plošči in ta plošča ima take zobnike noter narete in ta motorček prek zobnikov pol vrti ta železni del, lazy Susan mu pravimo. In se pol na tem pol glava vrti. Not pač v samej notranjosti, zdaj tisti, ko ste spredi, boste videli, ali pa tudi ne. V sami notranjosti imamo pa baterijo, tako sem jo že prej pokazal, ki je na nekem nosilcu, se lahko takle dama, baterije. Ponavadi uporabljam dve Boschovi bateriji, načeloma sta 18 voltne, v resnici sta 20 voltne, tako da sem tudi že 24 voltne stvari na tem peljal, ampak v osnovi so vsi motorčki pa te stvari, ki so noter, so na 12 voltih, tako da imamo več kot dosti energije pa tega, da se Artu vozi. Elektroniko sem zavil gor ko z nožem režeš gor, na desko. Sem noter dal elektroniko, ker je takrat bilo najbolj hitro pa to. Pol je pa to, no. Kar je še, mislim, dajte vprašati, povejte. Osnovno ceno bom dal brez upgradeov. Osnovna cena tistega elektronike pa samega materiala je bila okoli 3.000–3.500 evrov. Mislim, glede na to, da to razdeliš med 4–5 let, ni zelo tak nekak, mislim, vsak pač tak, na trenutke nabavljaš pol stvari, najbolj te boli takrat, ko so malo večji zneski, tistih ni fajn, ampak pa filament, ker filamenta pa gre na začetku ful velik. In to sem jaz tam gledal, en šov sem mogel novo naročiti, pol sem že po 2 kg, 3 kg skupaj naročil, na koncu sem po 10 kg skupaj naročeval. Tako da, tega kar gre, no. Še zadnje je bilo eno vprašanje? Zaradi tega, ker uporabljam slipring, to je pač tak, da ostalim še razložim, ko mogoče ne veste, to je taki konektor, ki ima možnost vrtenja in žice, ki so spodaj, se lahko vrtijo brez tega, da bi se zavozlale, zgoraj so pa pač fiksne, in čez ta slipring pol se ne zavozlajo. Ko smo bila v Cineplexu, mogoče ste na Instagramu od Cineplexa videli, zadnjič sem slipring narobe obrnil in nama je na Cineplexu potrgalo vse žice in je glava nehala delati. Tako da smo se naučila, kako je prav treba obrniti. To. Še kako vprašanje? Končni produkt je okoli 25–30 kg.
Mislim, tako sem rekel, filamenta je med 25 in 30, pol še pa 2-3 kg elektronike, 4. Tako da ni toliko zelo težek, je pa za prenašati, je pa zelo obavtna zadeva. Pa problem je še, ker Artu čez više, kar je tole, ne gre. Tako da ga moraš čez vsako bankino ali pa čez vsak kabel dvignati pa zanesti. Zato me ponavadi na NMN-ju vidite, ko takole pridem z njim zadnji. Oziroma me pravzaprav sploh ne vidite, no, ker imam zadnji kontroler in se me ne vidi. Povejte. Jaz res sem se zaradi Artuja sem se odločil, nisem se zaradi dostopnosti. Sem recimo zdaj šel tudi naprintati BD1, imam doma pa C3PO, jaz sem naprintal, nisem ga še pobarval, ker se brušenja izogibam. Ampak načeloma sem Artuja pač rekel, da ga grem za to, ker pač ga hočem imeti. Se sem že vmes pol sem videl, koliko drugih stvari delajo, ampak Artu je bil pač Artu. Drugo vprašanje? Primem, torej to je tudi upgrade bil, ki sem ga naredil kasneje. Aha, to sem pozabil zapreti. Noge se mu dajo v način nazaj. Zdaj sam, da ga vklopim, da ga lahko zaprem, pa lahko pokažem. Ne bom pokazal, ker ne boste videli. Kakorkoli. Če ste gledali, ko Artu kdaj tako stoji na dveh nogah. Nazaj se ga da, taki, sem grdo po slovensko rekel, štifti, zatiči, hvala, odlično. Zatiči so noter, ki pol noge sprostijo, da se Artu zapelje nazaj, pol ga pa pač primemo spodaj, pa primemo zgori, pa takole hodiš, pa daš noter. Pač, naučil sem se ga tudi sam voziti, ker mislim iz avta not pa ven devati, ker pol, ko gotoviš, da 30 kg se ni toliko zelo velik, ne, sam ker tudi gre. Se veliko bolj namatraš, veliko več je opcij, da ga poškoduješ, ampak gre, pač res ga primeš tak, dvigneš gor, pa pol daš noter. Pa avto moraš imeti dosti velik. Pa brez glave gre noter, ne. To gre v kuferam, noge pa telo, glava gre pa na sprednje sedeže pol. Upam, da sem odgovoril, no, se bi pokazal, sem zdaj, ko moram že vse stvari pol naprej delati. Lahko mogoče pol, ko bom zaprl, pa zrihtal. Lahko pokažem pol. Jaz sem recimo zdaj, če rečem, da sem začel čisto z nič skillsi, torej z nobenimi, kako je skills po slovensko? Sposobnost, ne, ni sposobnost, veščina, z nobenimi veščinami in da sem vse veščine pol naprej pridobil, se zdaj počutim sposobnega zmodelirati neke osnovne stvari, 3D modelirati, če gremo zdaj na 3D modeliranje, sposobnega se počutim, kar se 3D printanja, če mi nekdo da nekaj za 3D sprintati, brez problema naprintam, da bi se pa spravil v same robote, pa to noter, si še pa ne upam. Sam problem pri meni je, da sem taka oseba, da zelo veliko kleva. Jaz sem pred vsako fazo Artuja, ne vem, 3 tedne sedel, a bom šel delati, ne, da se mi danes bom jutri, ne. Pol, ko je pa že rok, pol sem se, ja, okej, v redu. Pol, ko je pa rok, takrat se pa pol spraviš narediti, pa dejansko gre. Tako da, če bi se spravil, jaz verjamem, da bi bil verjetno sposoben, sam zdaj, če bi mi nekdo rekel, pojdi za to narediti, čakaj ene par tednov. Da prej pregledam, ne vem, ne broj število YouTube videov, dokumentov preberem, pol pa gre, pol pa se spraviš, pa greš. Recimo airbrushing, to je bil tudi skill, ko ga nisem naredil, pa na prvem NMN-ju, pa na drugem mislim, da tudi še ni bil. Zdaj na tretjem lansko leto sem ga pa že zairbrushal, tako da, če ga boste pobliže pogledali, je tudi pač se vidijo sledi uporabe pa vsega tega in tega sem se tudi naučil pač sproti. Pač sproti vidiš, kako bi bolj izgledalo in pač greš v tono. Jaz mislim, da ja, bi bil sposoben. Sem pač mogoče, ko bo treba. Za Artuja? Vedno. Zdaj v lift mehanizmu mi še manjka tisti dim, ko vam pride, pa uno, ko strese, pol telo, ki ga ima trenutno, pa noge so verzija 2, zdaj je že zunaj verzija 4, tako da mogoče bomo počasi malo tudi noge menjali, te sisteme. V sami glavi je še par prostorov za servomotorčke, da se še jih malo spremenimo, tudi kako odprtino se še da izrezati. Vedno so stvari za upgrade. Recimo jaz sam po sebi, kar bi rad naredil, je, da mi sam samostojno gre v 2 nogi, da ga ne rabim jaz. Tisti je pa še malo bolj problematična stvar. Povejte. Hologramček imam idejo, kako bi ga naredil, to tudi. Zdaj že hodijo ven te, ko se hladiš, feni.
Ne feni. Ventilatorčki, hvala. Toliko živim v angleščini noter, da ne znam več po slovensko tukaj stvari ven delati. Ventilatorčki z LED lučkami in to že veliko makerjev je že naredilo. No. Hkrati pa recimo tudi željo imam, da tukaj ven bi svoje biznis kartice mi delal ven, da ko pride do nekoga, da mu pač da link do, zato ker link do mojega Instagrama imam tukaj zadnji nalepljen na QR kodi. Sej, mislim, ampak tako, če bi Artuja na kjerikoli konvencije videli, ko res ne bi imel predavanja, se jaz ne bi pokazal zraven. Ker se mi zdi, da je tista čarovnija, ki jo ima Artu, lih to, da ne veš, da se ga upravlja. Ker prav vidiš otroke, recimo, ko pridejo do njega, pa splešajo z njim. Jaz sem se že naučil z njim tako dobro voziti, no, da imam roke vedno zadaj, malo čudno izgleda, no, ampak roke imam vedno zadaj, da ne vidijo ljudje, da ga dejansko jaz upravljam. Ker ima to tisto čarovnijo. No, se mi zdi bolj, ko pa da se grem zdaj preveriti, ja, lejte, to sem tukaj naredil, wow, ful snijak. Ni to, mislim, vsaj meni ni to tista glavna stvar. No. Glavna stvar mi je, da pač ljudje, ko pridejo, da jim je to zanimivo, da imajo tisti stik s tistim otroštvom ali pa nekaj takega, ko vidiš nekaj grozno zgledaš, oprosti, dama nazaj. To mi je tisto ta glavno, da ljudje, ki so v stiku z njim, da podoživijo tiste svoje trenutke. To. Še kako vprašanje? Zdaj ne vem, če je kdo roko dvignil, če je, naj kar pove. BD1 je načaroma nared, mogoče lansko leto, če ste me niste videli, na rami sem imel tako, da je bil obešen. Sam tisto še hočem, da začne malo bolj oglašati, pa te stvari, to še pride. C-3PO, bomo videli. Življenje tudi vzame zelo veliko časa. No. Tako da je Artu zdaj ta glavna stvar. Zelo imam željo Chopperja narediti. Chopperja, mislim še pred C-3PO-jem, preden bom C-3PO šel delati, bom šel Chopperja verjetno delati. Ampak za tisto pač rabiš spet svoj čas, pa to ne bi spet 3 leta ga delal. Se zdaj gre hitreje, printanje gre hitreje. Mogoče, čez 2-3 leta me vprašajte. Ampak ja, Chopper. Največji izziv, kaj ni bilo izziv, mogoče to. Ne, največji izziv bi jaz rekel, da je bilo elektronika. Za mene, ko nisem podkovan pod tem, je elektronika sigurno neka taka stvar, ko je najbolj grozljiva, ker ne veš točno, kaj so upori, kaj so druge stvari, kaj je uno in pol to se pogovarjaš, pa to. Pa hvala Bogu je ChatGPT pol 2022 prišel ven, pa sem si lahko z njim malo pomagal. No. Ampak ja, elektronika sigurno. Je pa res, da moraš se pač čez tiste dokumente, ko sem jih prej pokazal, prebiti, ker tam res zelo za novince, tako sem jaz noter piše in tiste zelo pomagalo. No. Tako da brez tistega ni šans. Da je res zaživel takrat, ko sem mu nalepil oko na glavo. Prej sem ga skozi gledal v srebrnem obodu, pol ko sem pa končno oko gor nalepil, takrat je pa Artu bil moj Artu. In tudi ko sem angleščino še študiral, mislim, ko sem za angleščino še nekaj delal, me je profesor vprašal, s kakimi hobije se ukvarjamo, pa da gradim Artuja, me on vprašal, kaj pa je to, pa sem vedno govoril kot he, on, ne. Angleži pač za robote pa te stvari it uporabljajo, se poznate, ne. Jaz sem pa vedno on govoril, ne, in me on pogleda, kako lahko robotu rečeš, da on je on, pač Artu ni zdaj it, on je pač on in od trenutka, ko sem mu dal pač to oko gor, je pač on bil on. Ima svoje možgane, tega ne zanikam, zaradi tega, ker na Lego eventih, ko smo tudi bili za 4th of May, na vsakem Lego eventu se noče imamo plan, da gremo pač po celem BTC City okoli z Artujem in čisto vsakič, zdaj 3. leto, ko smo bili, so se mu noge pokvarile, da se ni hotel več voziti naprej. V vseh 3 letih vsakič. In po mojem je pač kot zakleto se on odločil, da on se pa okoli vozil ne bo. Pred Legotom lahko stoji, po BTC se pa ne bo vozil. Tako da to, pa tudi pač med samim NMN-jem, ko te gledaš, pač, ko mu je dost, neki crkne, tako da sem že navajen. Zato je danes toliko zelo ugasnjen, da zdrži do konca. To, še kako vprašanje? Oziroma se pa kar povete? Ja, sigurno. Sigurno, ker zdaj že pri C-3PO sem videl, kako hitreje to gre. C-3PO sem imel v 2 tednih naprintanga, zlepljenega v 2 dneh. Brušenja pa še nismo šli. Tule?
Drive, torej tisti del, katerega motor drži. Ker to so vsa kolesca, večinoma vsa kolesca so na 3D printana in to se zelo hitro obrabi. Hkrati pa tudi, ko sem začel delati, je res osnovna verzija bila, zdaj pa že upgrade toliko velik, da zdaj sam upgrade noter devam. Ker če gledate na preprogi ali pa zgoraj na ploščicah, je čista razlika v vožnji, ker bolj grabi na preprogi, manj se odziva, zgoraj na ploščicah veliko bolj gladko teče, oziroma pregladko, ker se pa motorčki preveč vrtijo. To. Ampak drive so pa vedno je treba nekaj z njimi delati. Pač, ali popusti zobnik ali pa neka taka stvar. To. Tu zadnje, vem, da še nekaj bilo. Ja, povej. Ja, sem razmišljal, sigurno zelo rad bi, da bi za mano hodil, pa da bi mogoče tudi umetna inteligenca interakcijo imela z ljudmi. Sam pa se pa vedno bolj zadevam, da umetna inteligenca še ni trenutno toliko razvita, da bi pa zdaj to dala od sebe, kar jaz hočem. Ker če pride en otrok k meni pa mu pomaha, mu mora Artur odmahati v mikrosekundah. Če pride en otrok pa pleše zraven njega, mora Artur zaplesati noter. Zdaj pa umetna inteligenca rabi čas, da to sprocesira, nekaj sproži. Pa jaz tudi recimo poznam moment, recimo, ko pride otrok pa ga začne takle grabiti, mora Artur se zadreti, se umakniti pa iti stran v sekundi. In še ne zaupam umetni inteligenci toliko, da bi lahko v tistem trenutku toliko zreagirala. Ampak ja, sigurno pa nekoč bo to opcija tudi. Povejte. Načeloma je mišljen kot backpack verzija, takrat, ko pobegnejo iz Cloud Cityja, če se spomnite, da ko ga Chewbacca, ko ga nosi na hrbtu, da ga bom jaz tudi lahko na hrbtu nosil. Pa tudi Chewbacca je en cosplay, ki ga mogoče bom nekoč naredil, ampak tako da bomo pa vsi trije. Torej tisti dve ta veliki bateriji zdržita približno 2 uri, tale ta mala 1 uro, tako da 3 ure načeloma, ampak vedno imam polnilec zraven, tako da dam vmes filat, pa da lahko cel čas drži. Ko smo bili v Tehnoparku v Celju, smo bila tudi na festivalu robotike, tam je mislim, da 2 uri pa pol bila, pa ura pa pol, ta male. Pa se je vmes nafilalo, pa smo pa še naprej šli. Zdaj mislim, da smo mi s časom že ok. Če ga si boste želeli pri odhodu povedati, ko ne bo več vprašanj, to ne pomeni, da ne smete vprašati, lahko še vprašate. Si ga lahko še pogledate tukaj noter, jaz bom še glavo tudi mu dol dal. Pač malo človeško pojdite, pogledajte, pa je to. Če so še pa vprašanja, pa kar povejte. Ja, se. Zelo. Ja, tudi barva se spreminja iz vsakega filma. Recimo, če pogledamo holoprojektorje, tukaj so v enem so črni, v enem so beli, v enem so srebrni, potem se pa pač odločiš, v katero smer boš šel, kaj se ti približno zdi. Jaz 100% filmske različice nisem nikoli ciljal. Zato osnovo sem, če bi pa hotel čisto detaljno vsak film noter iti, bi pa marsikaj mogel drugače pobarvati, kot sem, ampak po osnovi, tako je v filmu, v večini filmov skupaj gledano je pobarvano. So pa detajli, ki bi jih tisti nori Star Wars fani sigurno takoj videli pa opazili. Tudi pozicija same, ne vem, oči pa tega je bila različna v različnih filmih, tako da lahko greš ful v detajle, sam pol na koncu se ti zdi, sam imel te končno nareditega kalahka, pa je to. Upam, da sem vam kaj pomagal, da sem vam kaj odprl, da ste nekaj odnesli od tega. Tako da, če ima kdo željo, moj Instagrama vam nisem dal. No, tu si lahko slikate na nogi. Če karkoli morate vprašati, imate tule noter, tako da hvala lepa.